Dr. Katarina Šmid je znanstvena sodelavka in docentka na Univerzi na Primorskem na Inštitutu za arheologijo in dediščino. Doktorirala je z disertacijo o prizorih iz trojanske vojne in mita o Orestu na nagrobnih spomenikih Celeja, Viruna in Petovione. Njeno področje raziskovanja pa so seveda, kot sem že omenila, rimski figuralni motivi na nagrobnih spomenikih Norika in Panonije, še posebej mitološki prizori, ki jih potem primerja tudi s sosednjimi provincami. Najlepša hvala. Upam, da se slišimo. Upodobitve otok na nagrobnih spomenikih, če začnem na splošno, so v rimsko sepulkralno umetnost vstopile relativno pozno, saj najzgodnejši primeri segajo šele v pozno republikansko dobo, ko so jih pričeli postaviti na svoje spomenike osvobojenci. Pogostejše pa so postale pod vplivom družinskih zakonov cesarja Avgusta, s katerimi začel povečati nataliteto med rimskimi državljani, vendar pa je njihovo število dejansko opazneje naraslo šele v 2. stoletju. Z ikonografskega stališča je načeloma upodobitvam otrok bilo posvečeno manj pozornosti kot odraslim. Običajno so jih zaznamovale telesne in obrazne značilnosti, ki namigujejo na otroškost, a njihove točnejše starosti praviloma zgolj z upodobitve ni moč jasno opredeliti. Na splošno izgledajo stari med 5 in 12 let, medtem ko dojenčki in najmlajši otroci izrazito redko nastopajo in so tudi bolj kot ne izjemoma omenjeni na napisih. Po ikonografiji so otroci, seveda v pomanjšanem merilu, običajno bili podobni staršem, fantki očetom in deklice materam, tako po pričeskah kot tudi po obleki, redkeje pa so jih zaznamovale izrazito otroške obrazne poteze, kot so denimo okrogla lička. Čeprav so najmlajši otroci, kot je tudi kolegica namignila, bili redkeje upodobljeni ali celo zabeleženi med pokojniki, kar gre predstaviti si zlasti v luči dokaj visoke smrtnosti v tej najbolj zgodnejših ranljivih letih, epigrafske raziskave kažejo, da mlajši, kot so bili, bolj natančno je napis spominjal njihovo starost, s čimer so starši na eni strani morda želeli poudariti culto mors immatura, na drugi strani pa naj bi tako tudi sleherniku bilo povsem jasno, zakaj ni moč zraven upodobitve našteti ostalih političnih, administrativnih, kakršnihkoli drugih dosežkov, kar se gre razumeti seveda v luči tega, da so rimski nagrobni spomeniki bili obenem tudi dejansko slavilni spomeniki, ki so zraven naštevali politične, administrativne in pa ostale dosežke pokojnika in tako bi v bistvu točnejša navedba starosti na nek način posebej poudarila to, da povzela funkcijo epitetov. Manj verjetno se zdi, da bi to točnejše navajanje let, mesecev, celo dnevov ali ur, kot je bilo kdaj opaziti pri tistih najmlajših, bilo znak večje starševske ljubezni kot v drugih primerih. Pri številnih spomenikih je tudi zaradi finančnih stroškov, ki so marsikateri družini onemogočali, da bi vse upodobljenci dobili svoj portret, na napisih, pri čemer velja izpostaviti zlasti pozno republikanske in pa zgodnje cesarske nagrobnike osvobojencev, navedeno večje število družinskih članov, kot jih je bilo upodobljenih. Pri tem nesporna identifikacija, razen tistih redkih primerih, ko je namig na to skrit v napisih, ostaja uganka. Koliko je epitaf sporočal več imen, so verjetneje starejši otroci moškega spola bili bolj verjetno portretirani kot njihovi mlajši sorojenci in pa sorojenke. Osnovna upodobitvena shema pri nagrobnih spomenikih s portreti je več ali manj enaka, saj na veliki večini na levi upodobljena ženska in na desni moški. Zastopano so otrok in njihova umestitev med družinske člane, saj jih v bistvu le redko najdemo samostojno upodobljene, pa se razlikujeta glede na provinco oziroma na regijo Italije. V donavskih provincah so družinski člani navadno razporejeni tako, da so otroci postavljeni v prvi prostorski plan, pred starše na sredini. Sporanje likovne upodobitve pokojnih otrok in pa napisa obenem podaja zanimivo sliko, saj starost izpričana v napisu nemalokrat kaže odstopanja od tiste, ki jo kaže portretiranec. V sicer bistveno redkejših primerih tako portretirati umrli otrok izgleda starejši in spet drugih mlajši, kar velja tudi za donavske province, pri katerih se pri številnih nagrobnih spomenikih starost in portret nista dejansko ujemala.
Razlogi za diskrepanco so večplastni, manj verjetno se zdi, kot bi bila recimo nekje, po mojem, današnja recepcija, da bi šlo za neke vrste starševsko nostalgijo po otroških letih prezgodaj umrlega potomca. Verjetneje so naročniki kupili nagrobni spomenik z naprej klesano osnovno shemo, kamor so potem dodali epitaf, bodisi pa so se za pomlajšane otroke odločili za to, da bi pokazali njihovo mesto v družini oziroma da bi bil tam naskrit namig na relacijo starši-otrok. Pri nekaterih redkejših primerih pa gre razlike med upodobitvijo in napisom pripisati tudi ponovni uporabi, kar je zlasti bolj značilno za druge polovice 3. stoletja dalje, pri čemer so se novi lastniki več ali manj uspešno trudili zakriti sledi starega napisa. Določene razlike med navedeno starostjo in upodobitvijo otroka podaja tudi tale skupina 4 stelist Celeje, ki jih je Ervin Pohmalski na podlagi slogovnih podobnosti v portretih ter ostalih dekorativnih elementih pripisal isti delavnici. Glavnega mojstra pomenoval z zasilnim imenom mojstri Celeje oziroma majster von Celeja, delavnica pa naj bi bila aktivna v zadnji četrtini 3. stoletja. Tem podobni sta še 2 steli brez upodobitve otrok, ki pa bržkone spadata v bližino delavnice. Če začnemo pri prvi steli. Stela vzidano v severno steno hiše na glavnem trgu 11 v Celju je dal postaviti za časa življenja neki Marcelin sebi in že pokojnima soprogi Avreli Basini ter hčeri Avreli, ki je umrla pri 30 letih. V niši nad napisnem polju na desni podobljen oče, levo njegova žena, kot je bila praksa, v sredini v prvem prostorskem planu pa hči, ki je, če lahko rečem vsaj za rimske razmere, kljub zreli starosti 30 let upodobljena kot otrok, je za polovico glave manjša od staršev in v levici očitno drži neko žival, morda ptico, ki je sicer bila eden najpogostejših atributov pokojnih, še neodraslih otrok. Mati polaga desnico na njeno ramo, morda tudi oče, pa česa pa zaradi slabše odhranjenosti težko z gotovostjo potrdimo. Obe ženski sta oblečeni enako, v tuniko, ki tudi sicer bila vsakodnevno oblačilo otrok, pri čemer se v provincah tuniki deklic in dečkom velikokrat nista razlikovala. In potem še plašč s široko borduro, ki pa je bila bolj značilna za pozno 3. stoletje. Naslednjo od te delavnice ste že videli danes in postavili ste dala Avreli Sekundin in Avrelija Valentina svojemu pri 7 letih umrlemu sinu Avreliju Sekundijanu, ki je upodobljen na sredini v istem prostorskem planu. V roki drži stilus, katerim piše tako atributa kot samo dejanje, pa namigujete na izobrazbo, na katero so gledali tudi na vstopnico za dosego višjega statusa, kot so ga imeli starši, kar velja zlasti za nagrobne spomenike osvobojencev, ki so v bistvu to željo po statusu polagali na svoje otroke. Njegov daleč najbolj prepoznavni znak je ta poudarjeni čop na levi strani glave, v katerem se zlahka prepozna Horusov čop, ki je označeval posvečencev izidin kult. Zaradi pričeske matere, ki naj bi posnemali egipčansko ter velikega cveta v njeni desnici, se je domnevalo, da je kultu pripadala tudi ona. Na drugi strani pa bi izpostavili tudi njeno pričesko, te načelom zelo tesno počesane lase, ki so speti na temenu, ta tako imenovana Scheitel-Zopf frizura, govori tudi sicer v prid modi 13. stoletja. Tudi mož levici drži otulus, na roki pa je tudi dobro viden velik prstan, kar kaže na njegov visok status. Zdaj, če se vrnemo k temu atributu otroka, temu Horusovemu čopu, ki je posvečence, pri tem seveda gre za tisto najosnovnejšo, zaradi starosti mora biti te osnovne faze iniciacijske stopnje, lahko je pa krasil posvečence že zelo zgodaj, saj so ohranjeni primerki celo, ko je otrok star komaj 2 leti in tako nikako ni mogel biti doseči neke, recimo temu, vsaj srednje posvetitve v izidin kult. Horusov čop se je odbredno odstriglo ter darovalo bogini med sprejemom oziroma dokončno posvetitvijo v izidin kult, do katere pa nikako ni prišel pred 15 letom. Zaradi tega Horusovega čopa lahko tudi presodimo, da gre za individualno in ne za generično podobitev, saj je umrl star pri 7 letih, ter da ta shema ni mogla biti predhodno izklesana, temveč je bila izdelana po naročilu, očitno prav ob prezgodnji sinovi smrti.
Nadalje v isto delavnico spada tudi stela, ki sta jo postavili statucij Sekundijan in Cerva sebi ter pri komaj 4 letih umrlemu sinu statuciju Sekundu. Fant je upodobljen v prvem prostorskem planu, med starševa v levici drži nek predmet. Glede na obliko sklepam, da gre za enakega, kot ga drži Avrelija na Marcelinovi steli, to je morda za ptico, ki je spet en teh najpogostejših atributov na stelah otrok. Oblečen je enako kot oče, tuniko in sagum. Sagum je bil sicer od Karakalove dobe dalje del vojaške uniforme, v donavskih provincah je bil nadvse popularen severske dobe dalje, pri čemer pa ga je nosilo tudi civilno prebivalstvo. Sagum je bil torej tudi oblačilo, ki so ga nosili odrasli in ga v primeru pri komaj 4 letih umrlega statucija Sekundina in pa tudi Avrelija Sekundijana nenazadnje lahko pojasnimo v navezavi na očeta, ki se mu tako umrli sin ikonografsko dodatno približno. Ta dodatna ikonografska približanje tudi s pomočjo obleke je bilo pogosto predvsem Panoniji in Daciji, ampak tudi v drugih provincah. Na drugi strani pa bi lahko užaloščeni starši tudi si izbiro oblačila značilnega za odrasle skušali poudariti, zakaj je bil v življenju prikrajšan. Recimo, lahko bi bila vojaška služba, lahko bi bila odrasla doba na splošno. Drugače, kot pri teh nagrobnih spomenikih, pa je na stelih Kupitija Kupitijana, hči, ki domnevano, da je hči, napis omenja kot tisto, ki je dala nagrobno stelo postaviti. Tukaj predpostavljam, da gre pač za hčer, za voljo tega, ker je za voljo pač celotne podobitve. Postavljena med starše v isti prostorski plan. V roki drži skrinjico, pričeske in obdelava obraza pa tako močno spominjata na Avrelijo Valentino, da jo je Ervin Pohmarski sklepal, da bi morda lahko obe steli sklesal celo isti mojster, na kar bi lahko namigovalo tudi dejstvo, da sta pri obeh nagrobnikih otroka dejansko postavljena v isti prostorski plan kot starši, ter ne pred njiju, kot je to sicer bilo običajno za donavske province. Podobno sta tudi, tudi plašča mate in hčer okrašeni z borduro. V roki bi lahko držala jabolko ali nekakšen drug okrogel sadež, primerljiva je tudi podoba očeta. No, in če zaključimo, figure otrok so na stelah, ki naj bi nastale v isti delavnici rimske celeje, upodobljene na različne načine glede na starost, pri čemer zlasti izstopa z izidinim čopom individualno prikazan Avrelij Sekundijan, kar kaže na to, da bržkone niso bile izklesane vnaprej na zalogo, temveč je šlo za individualna naročila. Pri vseh so, kot je to običajno, otroci podobljeni v sredini. Pri Marcelinovi steli in steli statucija Sekundijana tudi v prvem prostorskem planu, kako je značilno za donavske province. Edino pri Kupitijanovi steli je hči, ki dejansko seveda bila odrasla, podobljena kot odrasla oseba, pri čemer je to nemara posledica dejstva, da je prav ona bila skupaj z možem naročnica stele, česar je verjetno sebe želela prikazati kot odraslo, samostojno osebo, ki je pač skupaj s partnerjem finančno zmožna postaviti spomenik staršem, te se je ta relacija starši otrok malce izgubila. Najlepša hvala za pozornost.